Dobre zgodbe. Dobre zgodbe. Dobre zgodbe. Dobro jutro, dober dan, dober večer. Dobrodošli v podcastu Dobre zgodbe. Dobre zgodbe je podcast Mladinske knjige o tem, kako knjige nastajajo, kdo jih piše, kaj piše v njih, kdo jih prevaja in kdo jih bere. Podcast nastaja z mislijo na vse, ki radi beremo dobre knjige. Naš knjižni podcast lahko poslušate, da čas med branjem ene in druge knjige hitreje mine. Pogovarjamo se z avtorji knjig, tako pisateljicami in pisatelji, prevajalkami in prevajalci, urednicami in uredniki, pa tudi strokovnjakinjami in strokovnjaki z različnih področij, knjigarji in bibliotekarji in ne nazadnje tudi z bralkami in bralci. Poletni podcast je en od teh slednjih. Pogovarjamo se namreč z Bernardo Žarn, TV voditeljico in strastno serijsko bralko, Davidom Urankarjem, TV voditeljem in bralcem knjig res širokega spektra. Moj sovoditelj tokrat pa je Anže Okoren, razgledan doktor filozofije, član kulturne redakcije Radia Študent in knjigar v eni in edini knjigarni Konzorcij. Živjo vsem. Živjo. Juhu. Živjo. Dobrodošli v poletnem podcastu, ki smo ga podnaslovili s knjigo Grem, kamor želim. A bi se strinjali s tem? Zelo, ne bi se mogla bolj strinjati, ne? Ja, definitivno. Pri meni, tudi če grem samo z ruzakom ali pa s kakšno mehno torbo, vedno je vsaj ena knjiga notrna. Ja, se mi zdijo knjige super potovalna agencija, ne? Ja, jaz v eni fazi sem želel biti malo bolj tudi tako, človek bi rekel ekološko zaradi papirja, pa tehničen zaradi tega, ker je vse na teh novih napravah, ampak se mi zdi, da še vedno ta knjiga je nekaj, kar res pol ustane, pa doma imamo tako naštimano, veš, da ta dobre knjige grejo na knjižno polico, tiste, ki so res, ki ti ustanejo v spominu, pa rečeš, to bi pa prišparil. Tiste, ki jih pa prebereš, pa si jih želiš, da jih drugi preberejo, grejo pa naprej, pa enkrat na leto tudi podarimo v knjižnico tam pri nas v okolišu in so full happy, no? Tako da knjige morajo potovati od roke do roke, se mi zdi. Ne samo mi potujemo, ampak tudi knjige. Bernarda, kako pa ti ravnaš s knjigami? Jaz knjige zelo posvojim, si označujem misli, ki zavibrirajo z mano, z mojimi vprašanji ali pa z mojimi klicaji, pikami ali pa 3 pikami. In zato, če knjige posojam, zelo rada vidim, oziroma milo prosim, če se te tudi vrnejo. In že dolgo časa razmišljam, da bom začela pisati sezname, komu posojam knjige. Ampak zaenkrat tega še nisem naredila, sva pa s prijateljico prišli na idejo, da bi morda si ustvarili svoj lasten ex libris. Je pa res, da knjige tudi zelo rada podarjam in med mojimi ožjimi prijatelji kroži šala, da vsak me rojsten dan me prej spomni, da bi pa mogoče tokrat za darilo dobil kaj drugega kot knjigo. Se pravi, Bernarda, če sem prav jel, pa si ena tistih, ki si dovoli v knjigo tudi kaj napisati. Ja. Ni tako sveta, da se tega ne bi smelo. Ne. Moje knjige so polne podčrtovanj ali pa označevanj z listki, tudi risan in se mi zdi, da na tak način posvojim, ne? Tako kot, ne vem, se mi zdi, da ljudje z leti dobivamo gube, pa se nam tako riše zemljevid življenja na obraz, se v knjigo riše tudi zemljevid naših lastnih premišljevanj. Ker jaz se spomnim, da sem bil vedno tazga mnenja, ampak sem pa v ključnih, kočljivih trenutkih mogoče to kdaj malo zatušal, ne. Ampak potem se je pa zgodilo, da je ena večjih avtoritet na oddelku za filozofijo ljubljanske filozofske fakultete pa je enkrat tako mirno rekla, ne, pa ti robovi so najboljši za kaj dopisati in potem gre zgodba tudi o tem, da je gospod Kantove knjige v originalu pač študiral tudi po teh robovih. No. Ja, zato mi je tako recimo hudo, če knjige ne dobim nazaj, ne? Razen ravno zaradi teh robov, zaradi označenih misli. Vse
po knjigo lahko greš v knjigarno, ne? In vi boste gotovo veseli, če se knjige ne vrnejo, da čim več knjig na novo kupimo, ampak te označene je pa fino dobiti nazaj. Sploh še, ker smo v poletnem času, no, so knjigarne prav prijetno ohlajeno zatočišče. Ne? Vi se strinjali, da se kdaj tudi skrijemo med knjige v knjigarne? Ne, jaz vedno rad tako, ko sem v centru, vedno vsaj v kakšno knjigarno grem, pa ne govorim samo v centru Ljubljane, tudi recimo, če si kjerkoli, kar potuješ, dobro, zdaj smo malo omejeni s potovanji, so knjigarne res ena taka, meni se zdi, da pridem, ne vem, na igrišče ali pa v trgovino z igračami, zdaj če mal na svoja tamale dva prenesem te zadeve in skozi nekaj iščeš, vedno itak nekaj kupaš, nekaj novega prebereš, kakšnega novega avtorja odkriješ in to je, mislim, fenomenalno, no? In na igrišče se rima tudi svetišče, ne? Jaz recimo v knjigarne velikokrat zavijem tudi, ko sem žalostna. Me tudi prijateljice... A to tudi obstaja? Da sem žalostna. Ne. Me prijateljice hecajo, da normalne ženske gredo v trgovine, pa si kupijo kaj za obleč, ko so malo manj dobre volje. Jaz ne pa v knjigarno. Ja. Si ravno načela to temo, a ne? Glede na to, da je današnja tema s knjigo greš kamor želiš, se potem je tudi tako, da lahko dodamo temu sloganu, da greš tudi tja, kamor si po svoje ne želiš. Ja, kamor želiš, kamor ne želiš, kamor sicer nikoli ne bi zašel, ne? Se mi zdi, da so zaradi knjig naša življenja res lahko pomnožena, mnogo bolj bogata, široka, globoka. Mogoče jaz, da navržemo takoj na začetku en citat iz knjige, sicer prve, Marka Miserolija, pravkar je šla njegova drugi prevod v slovenščino, prevod Janka Petrovca, Opolskost v zasebnosti, no, in v tej knjigi med drugim zapiše, zdaj tudi jaz ga parafraziram, zato ker tudi on sam citira, da več kot imaš knjig doma, bolj si nesrečen. To je zdaj že zelo blizu in zdaj sem jaz začel razmišljati, da imam zelo zakompliciran poklic glede na to, da delam v knjigarni. Da te poklic sam vabi k temu, da bi bil skozi nesrečen. Bernardo, veš, to je ta dramaturški obrat iz tvoje prve zgodbe. Se pravi, manj kot imaš knjig, ki se vrnejo, ja. Bolj si srečna. Hvala za to lažbo, ja. Dobra, ne? Dober obrat, odlično. Skratka, vsakdo, ki mi ne vrne knjige, skrbi v bistvu za to, da bi jaz bila bolj srečna. Lahko si mu hvaležna. Ali... Zdaj nekako snemamo ta podcast sredi poletja, sredi teh poletnih mesecev in jaz moram priznati, da sem malo potovala sicer skozi knjige, ne? In sem bila na Kamčatki s knjigo Izginuli svet, Julia Phillips. Do takrat, dokler nisem začela brati knjige, sem mogla res prav poštudirati in pogledati na zemljevid, kje točno je že ta Kamčatka. Skozi to knjigo jo pa res poznaš. Tako da je to samo en del sicer teh zgodb, ki jo sicer odkrivaš, ampak čisto. Potem sem šla pa z Misirolijem v Milano in Benetke in torej v Lombardijo, tako da sem se vendarle malo pomikala, pa seveda v Idaho, staro Westover, osvobojena. Kje sta bila pa vidva kaj to poletje? Ali pa kam še gresta morda? Jaz sem bila s teboj v Združenih državah Amerike, v Idahu, staro Westover, osvobojena. In ko si omenila Izginuli svet in Kamčatko, sem se že skušala potopiti vanjo, pa se je malo bojim. A je tako strašna, kot se zdi na prve črke? Nikakor ni strašna. Dogaja se eno leto, v 12 mesecih spoznaš predvsej nekih družinskih zgodb stališča žensk, ampak ni feministična, samo poudarek, ne, ampak je res prijetno branje in hkrati skozi celo leto spoznavamo in odkrivamo nek zločin, ki se je zgodil povsem na začetku. 2 deklici izgineta. Ni strašno, je pa veliko presenetljivih obratov. In zelo hitro jo prebereš. Jaz sem jo pojedla v pol dneva. Tako da sem hitro pripotovala tja in nazaj. Hitro bereš. Ja. Ene knjige so take, recimo tudi šla sem tudi v Argentino,
pa v Brazilijo, sicer že maja, Izginotje Josefa Mengeleja. Ne? Odličen, skoraj da biografski roman, ki govori o tem po koncu druge svetovne vojne, o tem, kako se je pač ta črni angel skrival po koncu druge svetovne vojne in potuješ po Argentini in Braziliji in z njim pač odkrivaš tiste kraje. In koliko pršparaš, ne? Na letalskih kartah. Tako da s to knjigo greš dejansko tudi v zgodovino, ne samo ne premikaš se le v prostoru, ampak tudi v času. Ampak tudi tisto knjigo sem zelo, zelo hitro lahko prebrala tako in mislim, da jo bom še enkrat. Jaz pa trenutno nisem še zapustil Londona, ker vsi vemo, da je pač v Angliji, ampak v tej knjigi pa se tej državi ne reče več Anglija. Zdaj mogoče je že kdo uganil, berem Orwella 1984, zato ker sem... ker sem na začetku leta prebral Živalsko farmo, ki mi je, ne zaradi tega, ker čist samo po pravici moram povedati, zato ker sem šel po knjigarni, s tem, ker smo prej začeli, in sem videl, kako je to lepo ilustriran. In me je na podlagi tega, me je prijel, res, zdaj me sram, ker ne vem, kdo je ilustrator, ampak... Carol? Hvala. Bravo, že. In sem knjigo prijel in sem jo prebral, po mojem, tako, kot si ti prej rekla, v parih urah. In sem rekel, Orwella pa nisem bral že toliko časa in pol itak naslednja, ki jo tako moraš pa malo osvežiti. Ker to smo v srednji šoli brali, ali kdaj? Toliko časa nazaj, da je postalo realnost, ne? Kristus Marija, bomo rekli na tole. Ja. Ene stvari so vedno aktualne, ne? Ja. No, jaz sem bila pa v osnovni šoli spet tudi s knjigo 35 kil upanja in me je tako prijetno pobožala in mi dala en tak velik nasmeh na obraz. Čakaj, to je tako, kakšen, veš, ta slab vic, ki rečeš, koliko časa nazaj si pa ti v osnovno šolo hodil, pa rečeš 35 kil nazaj. Pa je ne par las, ne? Dobra. To knjigo sicer res priporočajo in staršem in otrokom in pa vzgojiteljem in učiteljem, tako da jaz res upam, da bo prišla ta knjiga v roke ne vem, čim več ljudi. Jaz sem jo tudi prebrala, tudi z mislijo na hčerko in vse, kaj se dogaja v glavi, ko se stresiramo glede, zakaj pa tega ni, zakaj so pa take ocene, v čem je problem, ne? Tukaj pa ena redkih knjig, ki sem jo doživela tako, da res začutiš tega 13-letnega otroka, kako razmišlja, kakšne težave ima, o čemer se sploh ne sprašujemo. Ne? Ja, pa super, meni je tako potrdila misel, da je vsakdo nadarjen za nekaj, da je vsakdo lahko dober v nečem in da je pomembno, da podpiramo drug drugega v tem, v čemer smo najboljši. Krasen citat je dala avtorica Ana Gavalda in sicer: kot bivša učiteljica se je s tem romanom poklonila tistim svojim učencem, ki so bili v šoli topoglavi, v resnici pa krasni ljudje. Knjiga pač opozarja na to, da šolski dosežki niso vse v življenju, čeprav se nam včasih tako zdi. Jaz zdaj brskam po svojem Facebook profilu, kjer rada objavljam citate in mislim, da tudi ravno pred kratkim objavila citat iz te knjige 35 kil upanja, tako da dajte se vi naprej pogovarjati, da ga jaz najdem. To je bil ta EPP. Bernarda ima Facebook, Instagram imaš tudi. Bernarda, našla sem ga jaz. A res? Ja. Isti. Lažje je biti nesrečen kot srečen. In jaz, poslušaj me dobro, jaz nimam rad ljudi, ki izbirajo lažjo pot. Nimam rad šlev, bodi srečen za božjo voljo, ampak naredi, kar je treba za srečo. Lepa. Ne, mravljinci. To je res, najlažje jamrati. Ja. In vsi se mi zdi, da smo sestavljeni iz kil upanja, ne? In da so te kile upanja najbolj pomembne v življenju. Ne? Eni več, eni manj. In jaz resnično kot knjigar se velikrat znajdem v situaciji tudi ob marketinških akcijah, kot je naprimer poletno branje, ko nekako bralce že vnaprej napeljujemo na to, da poletje, pa mogoče pa na nekaj bolj lahkotnega, oziroma si lažji prvošmo to, da se kakšnih težjih zadev ne bomo lotili. In če jaz na kaj upam, je to, da se da vsakega bralca v bistvu navdušiti za vsako knjigo. In da je potem katarza teh
kot se jim reče, težjih knjig, toliko večja. Drugače, lahko jaz še vskočim, ker si raven s to katarzo pa malo bolj težke knjige. Ena, ki je sicer v principu bi lahko bila težka knjiga in je nastala mislim, da februarja, marca od Pavla Giordana, Pandemija, bi pa res priporočil. Zato, ker je tako tanka, pa jaz takrat sem ful laufu, da jo čim prej preberem, ker se mi zdel, da bo tega ful hiter konc, pa da bi rad bil na jasnem še tisti trenutek in sem to prebral, ne vem, ta prve dni marca. Ampak zdaj tako, raven zadnjič sem šel spet malo prelistati. In on je matematik, fizik in to zelo tako detaljno razreže to situacijo, v kateri smo, in je dal tudi malo informacij, dobro, kaj se je dogajalo v sosednji Italiji. Ampak tako se mi zdi, da mi je bilo več stvari jasno, še posebej zdaj, ko so te doba kislih kumaric na televiziji in ko je fake newsa tudi kar nekaj. No. In je pa lepo se bere, lepe besede. Ja, in kratka, to je važno. Ja. Meni se nasplošno zdi, da je letos v bistvu to poletje sovpadlo nekako, oziroma se skoraj povezalo s to obdobjem karantene. In da je tudi takrat, ko smo bili vsi najbolj napeti, takrat so bile v bistvu knjige po brechtovsko najmočnejše orožje. In meni je nekako sovpadalo to s tem, da tik pred samo epidemijo smo imeli v knjigarni, sicer za novinarje, ampak predstavitev knjige, več knjig sicer, ampak meni je v ušesa takrat najbolj padla knjiga Puška v roki, pesem v žepu, Emanuela Delande. In prevajalka Katja Zakrajšek je takrat lepo opozorila, da naredimo, zdaj mimogrede še za kakšno drugo založbo, ker skupaj moramo držati malo reklame, da se izjemno dobro ujema s knjigo Kritika črnskega uma Membeja, ki je išla pri založbi ZRC SAZU. In potem sem jaz njo nekako poslušal in to bral v duetu. Se pravi, gre po eni strani, Cankarjeva založba je izdala Puško, ki je roman, na drugi strani Orang, teoretsko delo Membeja. In to je v bistvu odgovor na to, kaj pravzaprav Afrika je v vsej svoji kompleksnosti v odnosu do zelo filozofskega koncepta postajati črnec sveta. Zdaj, mogoče je na hitrico kratek očitek, še boljša formula bi bila postajati črnka sveta, če vprašate mene. Ampak izredno dobro branje, ki se mi je pa zdaj kot za piko na i pa nekako zaokrožilo pa s zmagovalcem Bookerja, mislim, da je bil leta 2015, Paul Beatty oziroma Beatty, se nisem čisto prepričan, ampak The Sellout, ki je pa popolna satira na vse rasne probleme, več kot priporočam. Z njo sem jaz potoval v najbolj kmetavzerski del Los Angelesa. Ja, sej to, ker včasih imaš neko mnenje, nek pogled, ki ga imaš ti pa tvoji prijatelji oziroma družbo. Dejanske slike pa, razen če ne greš samo v te kotičke oziroma če ne vzameš ene knjige pa bereš nekoga, ki je tam bil, težko dobiš, ne? In ko smo omenjali to pandemijo, se mi zdi zelo luštna knjiga, ki je v tem času tudi nastala ta čas, 50 dni, 50 pesmi, ko je Andrej Ilc, mislim, da izdal vsak dan eno pesem. Ne? Tako, sproti je objavljal izbor. Tako? Vsakemu dnevu, za vsak dan je izbral pesem različnih avtorjev, ki se mu je zdela primerna. Tako je. Ne? In potem naredil izbor vseh teh. In to je objavljal sproti na družbenih medijih, potem je pa Mladinska knjiga se odločila to knjigo prav izdati, s tem, da ilustracije so pa od naše nove likovne urednice Tanje Komadine. Lepo in fino.
Bernarda, prej si omenila knjigo Osvobojena, oziroma Živo sta jo skupaj. Glede na to, da gre za zgodbo avtorice, ki je v mladosti bila v bistvu del večglave družine z močnim ukazovalnim očetom. In bolanim, ne? Tako, bolnim. Hvala za popravek. Avtomatično. Hvala. Nepotreben popravek. Moja mama ima slavistka, se s tem ne bi strinjala, Živa. Ja, dajmo si zdaj vzeti 5 minut za slovenski jezik. Zdaj se bojim, da bo nekdo pritekel z filozofske fakultete in mi z rok spulil diplomo. Ampak ja... Ti jo vsaj imaš. Ja, ampak bo kdo rekel, da ne zasluženo. Ampak kadar na televiziji naredimo takšne napake, radi povemo, da je jezik živ in da oddaje, ki tečejo, da v bistvu je to dokaz tega, da ne montiramo. Tako živ, da sem jaz, da je moj avtomatično skočil popravek. Da se besede kotalijo iz ust, kakor se, ne. Želel sem te vprašati, glede na to, da se potem knjiga zvede v bistvu v to formulo, tako rekoč, a ne? Znanje, izobrazba je svoboda. Ne? A se ti zdi, da se lahko na tisti točki še enkrat obrnemo, ne? In tokrat proti sebi, ali ni, da na nek način vsako znanje, vsaka izobrazba do neke mere dogma in kako se boriti naprej proti temu. Ne? Ker ta distinkcija med očetom, ki je bolan, kot si rekla, in potem neko osvobojeno študentko, ki to skoraj ne bi bila, ampak tudi ona najbrž s svojim znanjem pride do nekih dogem. A je poslanstvo knjig, da jih na nek način ni konca in da se ves čas nekako približujemo tej Mallarméjevi knjigi z veliko začetnico, ki je hkrati tudi velika začetnica vsega. Knjiga, ki na nek način ni drugega kot belina, tako rekoč črka ni več. Skratka. Vem, da nič ne vem, oziroma več kot vem, bolj vem, da nič ne vem. In ja, sem ti želela že vmes reči, da je to tvoje vprašanje v bistvu retorično, da boriti se proti dogmam se meni zdi mogoče edino s čim več branja in s čim globljim zavedanjem, da kolikor preberemo, še vedno preberemo premalo in še vedno vemo premalo. Oziroma, ne vem, čigava je ta misel, ampak se zelo močno spomnim, da boj se ljudi, ki so v življenju prebrali samo eno knjigo. Ker se mi zdi, da zelo nevarno je verjeti v to, da je pa tvoja resnica edino prava. Meni je sploh zanimivo vedno znova ugotavljati, kako je fino brati svet skozi knjige. Ko se mi neke stvari dogajajo v življenju oziroma jih mizonsin doživljamo s pandemijo recimo in potem odpreš knjigo in bereš in vidiš, da ljudje doživljajo podobne stvari, pa jih mogoče razmišljajo drugače, kakorkoli. Tudi sploh napram vsem tem družbenim medijem, ko vedno znova beremo neke kratke citate, bolj ali manj brezvezne, površinske, koliko več ti dajo knjige z nekimi mislimi, v katerih so seveda tudi citati. Ja, in kakšne tematike odpiraš, koliko si širiš obzorje, ker tudi sej ni nujno, da se z avtorjem strinjaš. Še vedno večina knjig je tako napisanih, da te vleče, da prebereš, kaj mi zdaj on hoče s tem povedati. Isto pri pandemiji. Zdaj, ni nujno, da greš ti a priori iz istega stališča, ki ga ima Giordano. Lahko rečeš, ok, to pač sploh ne obstaja, ampak še vedno te pa vleče, čakaj, kako bo on zdaj mene prepričal. In to se meni zdi, da je žar vseh knjig, pa ali so malo bolj teoretske, ali so tiste, pri katerih lažje zaspiš, da te res nekam pelejo v neki novega in ti malo odprejo vse skupaj. Ravno, ko sem brala Marka Misirolija to o polskosti v zasebnosti, ko sem prebrala opis, se mi je zdel, najprej sem prebrala to, potem pa zvestobo. Se mi je glede na opis del, kaj mene zanima odraščanje nekega fanta in tako naprej in ta njegova zasebnost. No pa sem začela brati tudi po priporočilih in glede na jezik, ki sem ga že malo poznala,
In me je popolnoma navdušila, posrkala vase, veliko stvari se mi je tako nekako skristaliziralo, tudi v odnosih za nazaj in tako naprej. In to je bil ta nek svet, v katerega sem šla, recimo, če smo šli prej v prostoru, pa v času, greš lahko tudi navznoter, ljudi, oseb, kakorkoli. Ne? Tako da to je bila recimo še ena taka izkušnja. Nekaj podobnega se je meni zgodilo pri normalnih ljudeh. Ker sem jo začel brati zaradi tega, ker ful dobra nanizanka, je še nisem gledal, ampak če je nanizanka dobra, mora biti knjiga vsaj ponovadi tako še boljša. In bolj, kaj zdaj mene brigata te 12-nika, ne? Ja. Ampak pol te pa začneta, ne? Pa pol dojemaš ene stvari, ki mogoče, ne vem, te peljajo malo v tiste najstniške dni, pa trenutke zaljubljenosti, pa iskanja samega sebe, pa a je to cool, a veš pa, kako te dojema okolica, ne? Mi smo pri zelo fini tematiki, kako pomembna so priporočila, ne? Ker se mi je že velikokrat zgodilo, da morda knjigi ne bi dala priložnosti samo na prvi von ali pa na prve črke, če ne bi verjela osebi, ki mi jo je priporočila. To se mi zdi izvrstna iztočnica, kar se je meni zgodilo pri Misiroliju, tudi pri njegovi prvi knjigi. V knjigi odpotuješ iz Pariza v Milano, potem pa kar naenkrat gre junak v Milanu gledati ameriški film, mislim, da je tam iz konca 80-ih, ledeni, veliki hlad. In jaz v tistem trenutku dobim asociacijo, takrat so bile, v tem filmu so igrale vse takrat največje hollywoodske zvezde, je pa zelo enostaven film o odnosih, o neki družbici, ki se je po faksu prvič dobila. Zakaj je mene takrat dejansko to presunalo? Ker je ena mojih najljubših reperskih plošč, se začne s citatom iz tega filma. Kako sem jaz pol prišel, ker glas je popačen, ampak nekje je pač ta referenca bila razložena. In na eni točki ena od teh punc reče, ne, da je zunaj zelo hladen svet, ne, in ji odgovori, ne ga sred, tudi jaz postanem sem pa tja malo ledena. Ne. Da razložim, kaj je vse okoli samo te plošče. Sproduciral jo je človek, ki je v bistvu odgovoren, da jaz poznam pisatelja Dona DeLilla. Več kot priporočam v zbirki modernih klasiki je šel njegov Beli šum. V eni točki se zgodi, da jaz berem zaradi doktorata iz filozofije knjigo Petra Klepca Dobičkonosne strasti. In on govori o objektu A pri Lacanu, pustno, čist preveč, ampak omeni knjigo Underworld Dona DeLilla. V istem tednu jaz gledam že bivšo stran MySpace, to je v bistvu pred Facebookom, pred Twitterjem, od tega LP-ja, se pravi tega producenta, in vidim pod vplivi njegovimi pisatelja Dona DeLilla. In v tistem jaz dve stvari, ki skup vlečeta, pogledam na polico in sem imel na polici del očetovega honorarja, ki je dobil knjige namesto denarja za en nastop, in je bil tam Beli šum Dona DeLilla. Wow. Mislim, kako se je to poklopilo, to pa je bilo potovanje, nekaj se je končalo zanč pri Misiroliju. Čakaj, zdaj še vedno ne vem, kjera plošča je to? To je pa plošča The Cold Wayne skupine Cannibal Ox. To je, mislim, da je letnik 2001, zelo nerad govorim z raznimi kategorijami, ampak progresivni rap. To je pa taka poezija. Že skoraj znanstvena fantastika. Jaz imam pa pod vprašanje na drug del tvojega pripovedovanja. Tvoj oče je Marko Okoren. Tako je. Ja, zdaj sem povezala honorar, nastop, pa tvoj obraz, ki je bil sumljivo znan. Se mi zdi super plačilo, ne, za nastop knjige. Tepka daješ samo knjige za darilo. V tem primeru je bilo odlično plačilo, kar se mene tiče. Omenil si poezijo. To se mi zdi tudi mogoče ena iztočnica, pa me zanima, a berete kaj poezije v primerjavi z leposlovjem oziroma z romani
A si vzela kaj v roke zadnje čase? Veliko berem in rada berem poezijo. Kadar recimo ni zadost velikega kosa časa za branje romana, potem si rada privoščim take pesmi. Kakšno vrstico? Ja. No, se smo imeli prej ta čas. Ja, tako. Recimo brala sem tudi Srčnice, Mance Košir, če prej Anže rekel, da treba skrb držati, in da lahko omenjamo še druge založbe. Mance Košir in njene hčerke, Ladeje Godina Košir, so take lušne pesmice, sicer bi verjetno kdo rekel, da zavite v bolj preproste rime, ampak s pomembnimi, vzpodbujajočimi in tudi razmišljujočimi modrostmi. Lepo. Jaz moram priznati, kar pošteno, da poezije že dolg nisem kakšne prebral. Ti si bolj v Mačkom urju zadnje čase. Če to šteje? Ja, absolutno to šteje. Če otroška poezija šteje, ja, ok, potem sem prebral jih kar nekaj. Tudi mislim, da v knjigi Anje Štefan se najde tudi ogromno lepe otroške poezije. Čudovite so. Tako da priporočam, ampak tako, zadnja stvar, ki se spomnim, je knjiga oziroma zbirka Toneta Pavčka, zdaj, ki je išla v ta zadnjem ponatisu, ki je res lepa, ki je vse zbrano. Kaj je ena sama beseda? Ne vem, kako točen se imenuje, ampak je res velika. Res debela, taka pompozna, ampak recimo že tako, kar rečeš, ne sodi knjige po platnici, ampak to pa takoj, ko sem videl to platnico, podoben kot takrat pri Živalski farmi, sem rekel, ok, to je pa noro, to pa moramo imeti. Tako da ta je doma, takrat, ko smo jo prinesli domov, sem seveda malo prelistil, par dni malo bral, ampak nimam pa, bi mogel več, priznam, bi mogel več in nekoč tudi bom. Ko si omenil Toneta Pavčka, jaz sem imela obdobje, ker sem bila tako fascinirana nad njegovo poezijo in sem ga tako rada citirala, da je nekoč nekdo prišel do mene in rekel, pa dobro, ti poznaš še koga drugega kot Pavčka. No, zdaj veš, koliko je popularen, če sem danes gledal Instagram, pa pod 2 postoma je bil Tone Pavček citiran. Med temi vprašanji, ki so jih imela danes nekako v naboru za ta podcast, je bil med drugim tudi kdo je tvoj najljubši pisatelj, slovenski in tuji. In jaz moram reči, da ko sem razmišljal o slovenskem, je pa bil pesnik. In to moram zdaj reklamo narediti in tudi za konkretno njegovo pesniško zbirko, ki je sicer že nekaj let v obtoku. In to je Milan Jesih. In Milanov maršal, to se jaz zmer zabavam med knjižnimi policami, kakšni stranki začnem razlagati, zakaj pa ta maršal ni Tito in kdo vse je. In to se vam pa res splača brati, kaj in kdo vse je ta maršal. Jaz imam vedno težave ali pa stiske, ko mi kdo reče, da ne izberem eno knjigo, enega avtorja, enega pesnika, enega pisatelja, ker se mi zdi, da je to naše življenje čisto preveč dragoceno, da bi izpostavil. Da bi se komu zameril. Ne, nisem tega rekla, to je rekel David Orankar. Res je. Ampak da je lepota teh naših življenj, če smo že pri citatih, mislim, da Naomi Rachel v knjigi Zgodbe ob kuhinjski mizi pravi, da smo ljudje bolj glagoli kot samostalniki. In da to pomeni tudi, da je v enem obdobju lahko nekdo najljubši, v drugem spet kdo drug, ker smo tudi mi vselej malo drugačni. Upam, da tudi malo boljši. Ko smo ravno pri pesnikih, zdaj nasplošno popularna, slogan tako rekoč, svoboda je glagol. Svoboda je glagol, ja. Ampak ko smo bili pri najljubših avtorjih, tujih slovenskih, David, povej. Najljubši avtorji. Ja, jaz bi se zelo strinjal z Bernardonom, ampak ne s tem delom, da ne bi pač si upal ali pa želel izpostavljati, ampak tako, da v enem trenutku je nekdo, spet v drugem je drug, pol ne vem, tako recimo, če grem čisto praktično, 2 ali 3 poletja nazaj, Huseini. Tako, zagotovo. Nisem tisto poletje, sem jaz prebral vse njegove knjige. Pol v enem trenutku je bil Tadej Golob.
tako, zato, ker so me te krimiči prijeli, sem šel čez. Kakšno poletje nazaj Goran Vojnović, ki je prišla Figa, ki mi je res bila tako. Ampak to sem pol jaz kasneje prebral, ne? Zato, ker Figa je bila dejansko prvi njegov roman in pol pri meni je tako, da enega avtorja, ki me z nečem prepriča, ne? Pol kar naenkrat mislim, pa zdaj pa moram vse prebrati, ne? Zato, ker če me je z enim, mislim, mi ta stil očitno odgovarja in ponavadi se izkaže, da je tako. Pri Vojnoviću s to Figo je čist zadev, zato, ker jaz sem jo tudi dedka pa babico, ki sta živela v Istri, pa jaz sem, ne vem, vsako obrezovanje une Fige sem doživljal, kot da bi njiju gledal, no? Tako da je še zdaj mi grejo kocine po koncu, ko to razlagam. Tako da ful težko bi rekel, kdo je zdaj v tem trenutku, ne vem, mogoče Orwell, zato, ko ga berem, sam tudi, če me boš naslednje leto isto vprašanje vprašala, bom pa verjetno rekel nekoga iz, ne vem, Ne, so pa ene klasike, vsaj kar se teh otroških knjigic tiče, kjer pa mislim, tle pa ne moramo glumiti. No. Pa moram še omeniti avtorja Pasjega moža. Dav Pilki. Ja, njega moram omeniti, pa Polnočna tolpa. Ja, David Walliams, ja. Hvala, ker vse avtorje veš. No, to so moji avtorji tega poletja. David tudi pozna vse avtorje, sam pač, ker je televizijski voditelj, ve, da mora biti pogovor uravnotežen in še tebi, da malo besede živa. Hvala, Bernarda, kaj piješ? Jaz, če bi se morala odločiti za enega avtorja, bi se za Janija Virka. Pri njemu recimo se mi zdi, da bi bilo škoda kakšno knjigo izpustiti in vedno znova komaj čakam, da izda kaj novega. Je pa zanimiv njegov roman Brez imena, sem ga ravno kar prebrala in sem ga skušala brati že leto nazaj, pa mi je bil pretežek, me je takrat preveč rezal, preveč bolel, zdaj je očitno čas dozorel zanj in sem vesela, da sem se prebila skozi ta roman, mi je veliko dal, sem se mnogo prej spraševala ob njem in očitno je naplavil ven tudi neke moje misli in bolečine. No, hkrati pa me je nekako pogumil, ker Jani tako lepo noter zapiše, ne, da skozi bolečine, ki jih v življenju doživljamo, hkrati postajamo tudi sočutnejši. Ne. In se mi zdi tako lepo sporočilo današnjih dni, da ni treba, da utrpnemo v svojih bolečinah, ampak da ne nas odpirajo za to, da bomo bolj mili drug do drugega. Bolj empatični, bolj čuteči, bolj razumevajoči konc koncev. Se mogoče zna lepše pogovarjati med sabo. In se manj obsojati, ne? Tako, ja. Mislim, da je največji plus knjig ta, da so dejansko najboljše orožje proti sovraštvu in to zato, ker sovraštvo ponavadi nekako je rezultat tega, da smo si ljudje premalo blizu in knjige nas pa približajo drug drugemu. Ne. Ali pa nam pomagajo razumeti, ne? Sej, če na prvi pogled se sodimo, na drug, tretji, četrti pogled se pa morda lahko razumemo, čutimo in ne tako zelo obsojamo. Ja, pa ni nujno, da se strinjamo. Ne? Tako, kot smo prej omenjali, jaz lahko berem nekega avtorja in nek roman ali pa nek lik v romanu in ga razumem, pa se ne rabim z njim strinjati oziroma podpirati njegovih dejanj, jih pa razumem lažje. Ne? In sprejemaš, ne? Mislim, da nekdo deluje in razmišlja drugače kot ti. Agree to disagree, ali kako rečejo Američani. Tako, jaz recimo zelo razumem Lustiga in njegove oprane možgane, kjer govori o tem, kako zelo škodljiv je sladkor, ampak upret se mu pa ne morem. Ja, ali pa jaz recimo una knjiga od Walkerja, Zakaj spimo. Jaz pa vsem razumem, zakaj moram spati 8 ur. Škoda, ka moja dva tamale dva tega ne razumeta. Pa apropo temu tudi splača se iti brati knjige, ki smo jih že prebrali še enkrat, ker tudi mi nismo isti. Ne? Ja, neverjetno, kako različne knjige mi beremo, oziroma kako isto knjigo mi drugačni beremo drugače. Ja. Res. Zanimivo, mogoče čist v odnosu do tega, jaz sem imel
predlani neko poletni špeh, ker je bila res debela knjiga, kupil sem jo pa, ko sem se vračal na trajektu, ko sem se vračal z Irske. Pa smo jo že imeli v knjigarni takrat, ampak pač me ni nihče upozoril nase, niti sam se nisem. In to je 4-3-2-1 od Paula Austerja. Štiri variacije na življenje iste osebe. In potem na določenih ključnih trenutkih delajo take digresije. Ne? In ravno to, kako se v bistvu tudi mi zaradi minornih dogodkov spremenimo, da nam knjiga drugače potem pride do nas. No? To je podobno, ko jaz zdaj tam mamu berem. A greš reševati zmaja ali greš do princese? V knjigi se odločaš, katero pot boš izbral, ampak na malo višjem nivoju. In zbere princeso. Ja, ne vedno isto. A res? Kar je pokazatelj odraščanja, ne vem česa. Adolescence. Pri 4 letih. Ko smo pri princezah in morda pri princih. Boš omenila Bruna Šimlešo, ki nas uči o ljubezni. Povej kaj več. Si prebrala? Ko Ljubimo sebe, si brala kakšno njegovo prejšnjo knjigo? Ja, sem ga prebrala, ne morem reči, da se vsem strinjam z njim, se mi zdi pa, da pomembno odpira okna naših razmišljanj, naših premišljevanj, naredi tudi kak prepih in je fino, da te spomne na kaj, kar morda veš, pa si pozabil, česar nisi znal in vedel. Anže zdaj tako me žika, kot da se hoče malo norčevati. Ko si ravno omenila Šimlešo, letos poleti smo dobili prevod Ester Perel, Eros v ujetništvu, ki je tudi nekako svetovanje parom, posameznikom o erosu, ki je pravzaprav del življenja, ne le del ljubezni in spolnosti, ampak ga živimo skozi življenje. In ravno to, kaj pač vse te zgodbe, ki jih bereš skozi knjigo, ne, kaj vzameš zase, kaj ti pride prav, ne rabiš se zdaj z vsem strinjati, ni vse relevantno, ampak ti dajo neko vid v druge svetove, hkrati so pa to take knjige, ki jih lahko bereš s partnerjem, recimo, ali s prijateljico, prijateljem, ko pač komentiraš svojo izkušnjo, pa potem primerjaš z drugo in so res zabavne za skupinsko početje. Ne, ampak tudi ne samo zabavne, ne, tudi knjige ti pomagajo ene stvari razumeti, pa to, veš, da se zaveš, da, ne vem, da ima tudi kdo kakšen problem, kaj je podoben tvojemu, ne. Da ne tavaš po svetu, zdaj sem pa jaz, tako kot smo prej rekli, ne, najlažja pot je, da si bogi ali pa da jamraš. Ne. Najtežje je to, da se zaveš tega, pa da probaš na neko stvar gledati pozitivno. Ampak Živa, ko si omenila, ne, kako lahko ljudje, ki smo si blizu, beremo iste zgodbe, pa jih nekako drugače dojemamo ali pa se osredotočamo na čisto drugačne podzgodbe, se je to zgodilo meni s prijateljicami, ko smo brali Kresnikovo nagrajenko, iskrene čestitke, ne, Veroniko Simoniti, Ivana Podmorjen, kako smo v tem njenem romanu vsaka se osredotočile na eno podzgodbo, ki je zavibrirala z našimi življenji. Ja, jaz sem pa včeraj prelistal in ob tem razmišljal, ker človek knjigo dejansko zelo hitro obrne, kakor se reče. O knjigi Una-2, Tise Klakovič-Brajič. Hudo. Ta se pa hitro prebere in pregleda. Ampak usede se pa za tako dolgo. Ne? Mislim, dejansko je to, razmišljal sem o tem, ko so razne razprave o tem, kaj je ta prava kultura, ne, ki gre lahko zelo daleč tudi v politične teme, v katere mi ne bomo danes sigurno šli. Ne. Ampak človek bi pomislil, ne, to je pa nakrecan v enem popodnevu, marsikdo je tak in se ne zaveda, kako velik dela in študija je na primer potrebnega, da ti s parimi potezami zajameš v bistvu tako rekoč cel odnos. In kombinacija teksta
in te hudomušnih karikatur res tako zadane. Ne? Mislim, tako res ena, ne vem, kako se temu reče, knjižno-situacijska komika, da je žanr to. Ja, ali pa kako ene reči iz knjig lahko postanejo kar novodobni pregovori. Ne? In recimo nam se je zgodilo, da iz te iste knjige Una dva, ne? Da je taka ponarodela iskriva misel, ne? Da to je že drugi sladoled danes, pa zdaj grem plavat ali pa ne vem, teč ali pa nekaj početi. Ne? In v tej knjigi je kar nekaj takih lušno-lušnih. Zanimivo je, da v spremni besedi mene na nek način skoraj malo zmotilo, ko so me upozorili, da gre za točno določen par iz Dalmacije, če se ne motim. Tako rekoč, če ne bi videl na eni od slikc šahovnice, tudi pomislil ne bi, ker bi pasal ravno tako v naš Ankaran, naprimer. Ne, se lahko poistovetiš s tem parom, definitivno. Torej smo bili vsaj skozi knjige tudi v Dalmaciji letos. Ja, po celem svetu. Ja. Če počasi zaključimo poletni podcast in poletje. Mi bi se lahko vsak mesec dobivali, ne? Ja, to si imamo povedati. Spišemo predloge. Kam gremo naslednjič? David, kam se boš odpravil? Kam se bom odpravil? Una dva. Torej definitivno v Split, zato, ker sem jo na začetku imel priložnost sam prelistati, preden jo je Ajda vzela. Potem imam pa še eno o nek priročnik za starše. Ja. Ali kako je knjiga, za katero bi si želite, da bi jo prebrali vaši starši. In ravno kar jo je prebral moj sodelavec, Jože Robežnik, in je v tej knjigi napisal, da je spoznal, da nima glih čizmeri prav. Jože, upam, da poslušaš. Čau, Jože. Živijo. Bernarde, kam boš leti? Jaz bom pa najverjetneje si privoščila potovanje v dvojino, in sicer Srce bije v dvojini Alenke Planinc Rozman in Igorja Rozmana. Nisem je še brala, sem pa slišala, da jo je vredno prebrati. Pa še Gromsko strelo nekako načenjam in pa, kot sem že prej omenila, sem pa se že začela potapljati v Izginuli svet. Je Julija Philips in hvala za priporočilo, da vendarle ne odpotujem na Kamčatko. Pojdi na Kamčatko, vidim, da boš šla tudi v Gvinejo-Bisao in v Kamnik in pa na Finskem se boš potepala. Pazljivo v Kamniku, da ne bo treba v karanteno. Anže, povej še ti, prosim, kam se boš odpravil? Mislim, da je čas za koze. Čas koz me še čaka, moderni klasiki. Potem bomo pa videli. Mislim, da je čas za uno vprašanje. Katera je tista knjiga, ki še ni bila napisana, pa bi morala biti? No, zato bom pa jaz poskrbel. A pišeš? Odlično. In ko smo že pri potovanjih, meni se zdi, prej smo govorili o čaru knjig, jaz sem pa letos navdušena nad e-bralnikom. Biblo izponuja na izposojo ali pa nakupovanje knjige in tako blagodejno vpliva na težo mojega potovalnega kavčka, ta e-bralnik. Jaz pa letos nimam nobenih zadržkov, ker mi nikjer ni treba tehtati moje torbe, ki jo vzamem na pot. So plusi in minusi. Ja. Okay. Hvala vsem za ta simpatičen pogovor. Ja, hvala za vabilo in za nova priporočila, tako da imam kar velik spisek že. Se podpišem pod Davidove besede, hvala. Tudi jaz. Anže, ti boš tudi knjigo napisal. Ja, srečno. Se je veselimo. Vse knjige, ki jih omenjamo v podcastu, najdete na knjižnih policah knjigarn Mladinske knjige po vsej Sloveniji in na mk.si. Se beremo. Čau. Se beremo. Čau. Čau. Dobre zgodbe.
Dobre zgodbe.